Dober dan, drage poslušalke in poslušalci. Martina Arčon vas bom popeljala skozi še eno iz vrst oddaj, s katero bi vas radi opozorili, kako pomembno je skrbeti, rečem lahko, zase. Kako pomembno si je prisluhniti. Jesen, je čas, ko naj bi se človek spet obrnil, ozrl vase. Jesen je čas, ko naj bi se okrepili, tudi nekoliko umirili, poskrbeli za večjo odpornost, za svoj imunski sistem. In prav na to temo danes z naturopatinjo, diplomirano naturopatinjo Tino Kodre. Dober dan. Dober dan, pozdravljeni. Tako rekoč domačinko. Tudi tako lahko rečemo, ja. Prihajate, Tina, iz Ivanjega Grada, oziroma tako bova rekli, tikali se bova velja. Verjetno se te, zdajle, se tikava, marsikdo spomni še kot novinarko, ampak danes v vlogi naturopatinje. Kaj te je vodilo, da si naredila tako drastičen preobrat v svojem življenju? Že to, da sem postala novinarka, je bil splet okoliščin. Aha. Splet okoliščin. Da sem postala naturopatinja, pa prav tako. Zato je zaslužna moja dolgoletna prijateljica, dr. Natalija Ramovš. Spoznali sva se tam pred 20 leti na potapljanju na Braču. In to prijateljstvo se je kar ohranilo. No? In pred 10 leti je potem prišla ta spodbuda, ko je prišel študij v Novo Gorico. Super, sicer pa dr. Ramovševa je še danes tista, ki ti svetuje in ti njej. Pravzaprav delata z roko v roki. Uradna medicina in naturopatija. Lahko tako rečemo, čeprav je bolj obratno z njene strani do mene ta podpora pri znanju, ker zdravniki imajo le to področje dobro pokrito, vedno se dogajajo nove stvari, znajo razložiti kakšna stanja, tako da je bolj obratno. No. Sta velikokrat na nasprotnih bregovih? Strokovno nikoli. To se veliko ljudi čudi, kako nama to uspe. Ampak absolutno, ker ona se drži svojega dela in svoje doktrine, jaz pa svojega načina dela in tako imenovane doktrine. No, privat je pa potem drugo, ko se dolgo let poznaš. O tem pa ne bova danes, kaj ne? Naturopati Kars, se pravi naturopatija krasa, je tvoja blagovna znamka, če tako rečeva. Lahko. Prostore imaš v Sežani, živiš v Ivanjem Gradu, prihajaš izpod Nanosa, z Vipavskega konca. Sicer pa danes si prišla skoraj lahko rečeva dobesedno iz oljčnika. Ta stik z naravo ti vedno znova da tistega pravega zagona, tudi za delo, ki ga opravljaš. Stik z naravo je pri meni nekaj tako pomembnega, da ker sem prej dolga leta živela v Novi Gorici, kar nekaj let, in sem absolutno iskala izhod iz mesta. In sem tudi iskala v eni odročni vasici, in seveda sem rekla, ali Brda, ali Kras, ali pa nekje tam v Istro. No, in se je odprla ta varianta na Krasu, kjer sem najela hišo in tako potem ostala tam. Se poročila. In skupaj z možem sem videla zadnjo sliko na Facebooku, sta te zadnje dneve preživela v oljčniku. Zakaj je oljčno olje dobro? Tudi kakšen tak nasvet imaš danes za nas? Ker bomo danes govorili in je namen oddaje podpora imunskemu sistemu, da tudi oljke znajo podpreti imunski sistem. Mi sicer bolj poznamo oljčno olje kot snov, ki s svojimi učinkovinami znižuje holesterol, vsebuje določene snovi, ki so potrebne telesu, pri otrocih je to rahlo odvajalo. Manj nam je pa poznano to, da so zelo uporabni listi oljke, posušeni, ki jih uživamo v obliki čaja, dobijo se izvlečki tudi kot tinktura. In naj bi vsebovali kar 30-krat več antioksidantov kot oljčno olje. Drugače so pa listi oljke najbolj poznani kot zniževalci holesterola.
Oziroma, se upravičujem, krvnega tlaka. Krvnega tlaka in to krepko, ne, si reka, da je treba biti kar pazljiv. Pri vseh stvareh je potrebno biti pazljiv, zato ker dva človeka nista enaka in dva človeka nimata enakega organizma. Nekomu lahko zelo zniža krvni tlak. Kaj pa žvrkljanje olja v ustih? Marsikdo se tega poslužuje že na vse zgodaj zjutraj in to pravijo celo 20 minut. Kakšno je tvoje mnenje, kar se tega tiče? Ja, velja pravilo, da zjutraj takoj, ko vstanemo, naredimo požirek olja, ni nujno da oljčnega, lahko kakšnega drugega kvalitetnega olja in ga žvrkljamo po ustih 15 do 20 minut, tudi do pol ure. Potegnilo bo nase toksine. Tako da že takoj zjutraj poskrbimo, da izločimo določen del toksinov. In toksini so danes velik problem. Jaz mislim, da so največji. Pa vendar morava omeniti, da si napisala 3 romane, otroško slikanico, da si prevedla in to nedolgo tega delo priznanega ruskega psihologa Sergeja Nikolajeviča Lazareva, Zdravilo za vse bolezni. Še vedno ostajaš tako pišoča kot v novinarskih vrstah. Ja, po moje, da ne rečem, da je to moje prekletstvo. Ja, veliko pišem. Ja, no, lepo. Ampak tale knjiga, ki si jo prevedla, me zanima. Zdravilo za vse bolezni. Je enoznačni odgovor, ga je možno dati, katero je? Ne bi rekla, da je enoznačni, glede na to, da je Lazarev napisal na to temo 38 ali zdaj že 41 knjig. Okay. Je pa poleg tega, da je klinični psiholog, je tudi raziskovalec človekovega biopolja. Tako da je to eno področje, ki je zelo zanimivo in vidim, da zanima kar veliko ljudi. No. Kaj te je navdahnilo v tej knjigi? Veliko stvari, pa vendar, katero bi izpostavila za naše poslušalce? Nadutost. Nadutost je v bistvu eno čustvo, če lahko tako rečem, ki je v zahodni družbi zelo prisotno. V tem duhu že otroke vzgajamo, ne, to rinjenje egota naprej. Lahko nam pa povzroči veliko težav. In o tem med drugim tudi v tej knjigi, pa tudi o tem, da čustva vplivajo na naše notranje organe. Če poveva primer 2? Zdaj tako. Občutki so tisti, ki vplivajo. In v tem smislu tudi Lazarev piše, da naš odnos do sveta, naši občutki do sveta, naša komunikacija z okoljem je tista, ki določa našo usodo in našo srečo, če lahko tako rečem. A se s temi stvarmi ukvarjaš tudi kot naturopatinja, svetovalnico imaš v Sežani? Povej mi, s katerimi problemi se ljudje največkrat obrnejo po pomoč? Velikokrat so to bolečine. Bolečine po kakšnih športnih poškodbah in operacijskih posegih. Včasih veliko je psoriaze opažam, tega imajo kar ljudje veliko težav. Največ pa je težav s prebavo in sicer ljudje imajo težave z zaprtostjo. In to kar zelo veliko, no, sem prav presenečena, da je toliko tega. Po drugi strani pa glede na težave s toksini v našem okolju, pa je v bistvu to tudi ena pričakovana težava. Ne? Izvajaš terapije in svetuješ. Veliko si lahko pomagamo doma, prav z domačimi, a lahko rečem zvarki? Lahko. Čeprav jaz sem zagovornik tega, da že na jedilnik uvrstimo pravo hrano. To ne pomeni, da jemo samo tisto hrano zdaj, ampak da uvrstimo na jedilnik. Ker namreč, poleg tega, da poskrbimo za pravo prehrano, se pravi v zimskem času, če govorimo o imunskem sistemu, je pomembno, da uživamo hrano in začimbe, ki nas grejejo od znotraj. Je pa tudi zelo pomembno za podporo imunskemu sistemu uživati čim bolj sezonsko hrano. Se pravi, v tem času so to kakšna jabolka, buče, korenovke, križnice, kakšen por, take stvari, da se uvrstijo. Potem so pa tukaj še prehranska dopolnila, običajno v obliki čajev in tinktur. Ampak prav prehranskim dopolnilom posvečaš precej pozornosti, predvsem zato, ker jih po tvojem mnenju uživamo pretirano. Ja, jaz mislim, da je pretirano, ker opažam, da imajo ljudje zaradi tega težave. Danes v vsem obilju, ki smo ga v zahodni družbi deležni, imamo veliko podhranjenih ljudi. Tudi takih s prekomerno telesno težo.
Zakaj? Ker ne uživamo pravih učinkovin. Ljudje smo danes podhranjeni, si dejala. Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni, da uživamo veliko industrijsko predelane hrane, ki je že sama po sebi izropana in izčrpana. Potem pa so tukaj še razni pesticidi, škropiva in vse, kar spada zraven. Tega verjetno nam ni treba posebej podarjati glede na afero, ki je izbruhnila, mislim, da prejšnji teden, ko so na nacionalki razkrili te stvari. Tako da to so povsem običajni problemi v današnji družbi, ki pa nam povzročajo velike težave z zdravjem. Ja. Se pravi, mi ne vemo konec koncev, kaj uživamo, to je največkrat problem. Poleg tega pa praviš, si lahko škodimo tudi s pretirano uporabo prehranskih dopolnil. Ja. Na kaj naj bomo pozorni pri uživanju le-teh? Prehranska dopolnila, ja, vendar. Danes je zelo pomembno biti pozoren na proizvajalca. Da beremo embalažo, da vemo, na kakšen način, iz kakšnih rastlin, iz česa je to prehransko dopolnilo narejeno. Potem uživanje prehranskih dopolnil ne bo časovno omejeno, se pravi 3 tedne, 3 mesece, pač odvisno od težave, ali pa po potrebi. Ne? To, da se uživa na dan po celo pest določenih snovi, je preveč. Seveda to nas potem tudi nasiti, ne jemo organske hrane, te običajne, in to seveda povzroča težave, to močno obremeni telo, obremeni jetra in... Velikokrat poudarjaš, da ni vse za vsakogar. Mi pa, ko vidimo neko glas, neko vplivnico, morda poslušamo oddajo, to bom poskusil, to bom naredil in potrebno je poslušati telo. Na tem temelji tudi tvoje svetovanje. Ja, ker ne prebavimo vsi vseh živil enako. Ena limona je lahko super, ekološko pridelana, krasna vse, ampak nekdo je ne prebavi. In reči nekomu, ki ne prebavi te limonske kisline, naj zjutraj na tešče spije s toplo vodo limono, ja ne, ga bo bolel želodec in slabo mu bo. In se pravi, tukaj pomembno je, da so učinkovine dobre, da dobrodejno delujejo na naše telo. Tina, kako lahko vplivamo na toksine, ki jih pač vsakodnevno hočeš, nočeš, vnašamo v telo? Obstaja kakšna hrana, kaj posebnega, s čimer lahko omilimo to vsebnost toksinov v telesu? Ja, vse veste, v ženskem srcu je zmer prostora še za enega. In ena od mojih ljubezni je nabiranje špargljev. Zakaj? Ker je to kras, ker je to divja narava, ker zraven srečujem še druge rastline. In divji šparglji so zagotovo živilo, ki nam spomladi pomaga lepo očistiti telo. Kako pa je to, se pravi spomladi, si dejala, ampak zdaj jih ne bo do pomladi, je pomembno, da ves čas skrbimo za to? A je pomlad tista, ki je namenjena očiščevanju, če tako rečem? Tako, ja. Naše telo ima svoj ciklus, to so cikli. Ne reče se za manj lunini cikli, naravni cikli. Zdaj gremo v zimo in se bo naše telo krepilo. Močno bo absorbiralo to, kar smo čez poletje zaužili, potem pa pride pomlad, ko bo treba malo te maščobe, ki jih bomo čez zimo si nabrali, spet očistiti. Vsi stari ljudje so to vedeli, tudi religije so to vedele. Zdaj pa imamo Božič, veliko noč. Sezonsko uživanje hrane, to poudarjaš in zato naj bi bile te dni na meniju buče. Naprimer. Tudi buče, ja. Tudi buče. Zakaj naj bi sploh uživali to pisano, tudi kar se barve tiče, hrano? Buča je bogata z beta-karotenom, to je provitamin A, ki se potem pretvori v vitamin A in ima zelo pomembno vlogo pri proizvodnji in delovanju imunskih celic. Je pa tudi buča vsebuje snovi za vzdrževanje površin sluznic, vključno z dihalnimi in prebavnimi, ki pa so tudi prva obrambna linija, ko govorimo o imunskem sistemu. Ampak buče so ratale, če uporabim ta izraz, popularne šele nekaj zadnjih let. Ponavadi so jih dajali predvsem prašičem. Ja, to je več živil. Tudi proso, recimo, so dajali konjem, Danes pa se ga uživa, Omenjaš jabolka, omenjaš križnice, korenovke, por, na vse to je potrebno opozoriti. Uvrstiti na jedilnik, če vam paše, seveda, Recimo, jaz že kot otrok nisem prenašala surovega korenja in ne mi ga kazati in enako ne brstičnega ohrovta. In to je hrana, ki jo jaz nikoli ne bom zaužila. In prav je, da se poslušaš.
Ja, seveda. Ker meni že kot otroku recimo mi je obrnilo želodec, ko sem samo zavohala korenje. Se pravi, nekaj ni štimalo. Ne? Jaz poslušam svoje telo, zato pa uživam druge stvari. Ne? Buč pojem veliko recimo. Česen uvrščam na jedilnik, čebulo uvrščam na jedilnik, kar mi paše določeno obdobje. Ne? Pravzaprav stres takšen in drugačen je prisoten v naših življenjih, nažalost, in malo dobrega in veliko slabega nam lahko prinese v življenje, kaj ne? Stres je odziv na okolje. Ne? V določeni meri je seveda potreben, da se pripravimo na beg ali pa na boj, reakcijo na odziv. Problem je, ko je stresa preveč. In ko je vsakodnevno prisoten v velikih, rekli bi bova, mirah, količinah, in zato je prav, da poskrbimo še dodatno za stimulacijo imunskega sistema oziroma da uživamo živila, ki ta oksidativni stres ublažijo. In česen je eno takih. Česen je eno takih živil, zato ker je antimikotik, je močan stimulator imunosti in vsebuje pa ta alicin, ki krepi imunsko delovanje. Imamo pa še nekaj takih živil, ki naj bi jih uživali, kaj ne? Prav z namenom tudi zniževanja vnetij v telesu. Zdaj je tako, vsa živila, ki so priporočljiva uživati za pozimi, imajo običajno protimikrobno, protivnetno in imunsko spodbujevalno delovanje. Vsebujejo vitamine C, K in A običajno in hkrati pa tudi grejejo ponavadi. In katera so še ta živila, ki naj bi jih uživali? Živil je več. Res, verjamem, da ogromno. Jaz sem uvrstila samo določena. Mogoče bi omenila, v zadnjem času so zelo popularne gobe, te reishi in shiitake, ki so prav tako primerne za spodbujanje, za krepitev imunskega sistema. Zanimivo pa je, da vsebujejo tudi nekaj vitamina D, ki ga običajno ne najdemo v hrani prav pogosto. Potem sem na to listo uvrstila tudi ameriški slamnik. Zakaj? Ker ga ljudje zelo pogosto uporabljajo, ker je osrednja sestavina pripravkov proti prehladu in gripi. Seveda zmanjšuje vnetja, spodbuja imunski sistem, celo po raziskavah spodbuja aktivnost nekaterih belih krvnih celic. Je pa tukaj potrebno opozoriti, da ko ga kupujemo samo izdelke, ki vsebujejo te standardizirane aktivne spojine, ki so terapevtski deli rastline. To so ti ehinakozidi, alkamidi in fenolne spojine. In dve najbolj raziskani vrsti ameriškega slamnika za podporo imunosti sta Echinacea purpurea in Echinacea angustifolia. To so te, ki se uporabljajo v vsakdanji praksi. Bi pa rada opozorila, ko smo že prej rekli, ni vse za vse. Ameriški slamnik, če imamo avtoimuno bolezen in jemljemo imunosupresive, ga ne smemo uživati, ker imunosupresivi so sredstvo, ki zavira delovanje imunskega sistema. In to velja na vseh področjih, uživanja tinktur, čajev, rastlin. Ampak omenjaš čaje, tinkture, kapsule. Kaj najboljše, da vzamemo? Po čem poseči? Odvisno, kaj vam paše. Aha. Jaz imam soseda, ki čaja videti ne more. Se pravi, on se bo posluževal tinktur, kapsul, kar vam najbolj odgovarja, kar človeku najbolj paše. Kaj pa ingver, ki se ga toliko opeva v hladnejših mesecih? Super zadeva. Ingver je super, vsebuje gingerol, to je ta fenolna fitokemična spojina, ki aktivira receptorje za toploto na jeziku. To je čaj, ki vas bo super pogrel od znotraj, samo v enem primeru ga pa ne uživati, če ste na dieti, ker spodbuja apetit. Se pravi, z ingverjem, čajem ingverja, nekateri naredijo tudi, golaž, da dajo koščke ingverja, mineštro, košček ingverja, sicer pa čaj, kratko malo koreniko, malček prevremo in dodamo med in je to? Danes imamo super proizvajalce čajev. Malo je za pogledati, da so ti ekološko pridelani. Tudi jaz ingverjev čaj kupujem, ker vem, da je super in uživam tega. Tudi dodajanje prehrani vsem ne paše ingver v eni omaki. Tako da...
Do 15. naj bi ga uživali, ker nas naj bi poživel. Ja, poživi, ingver poživi, tako da to, da se ga pije zvečer, je tako, ne. Črni bezeg, tudi nanj opozarjate in konec koncev ga imamo pred hišo. Ja, črni bezeg prav tako spodbuja proizvodnjo imunskih celic, vendar ko govorimo o podpori imunskem sistemu, govorimo o jagodah, ne, črnega bezga, da ne bomo zamenjali z cvetovi. Pomemben je črni bezeg tudi zato, ker deluje diaforetično, se pravi, da spodbuja znojenje in hladi telo. Zato je primeren tudi za ta čas. Se pravi, dobijo se tudi raznorazni tinkture oziroma ne, ki se potem žličko ali dve da v čaj in je to zdaj je tako, je različno od proizvajalca do proizvajalca in je zelo pomembno, da se upošteva odmerek, ki nam ga priporočajo. Zakaj? Zato, ker nekatere rastline so lahko v prekomernih dozah uživanja škodljive, posebej v času nosečnosti in dojenja. Na to večkrat opozoriš tudi tiste, ki te obiščejo v Sežani v tvojih prostorih. Ja, aromaterapija, na tem področju bomo morali postati bolj previdni. Treba se je zavedati, da eterično olje in hidrolat, to je krona rastline, to je tisto, kar potegnemo iz nje. In v aromaterapiji je prvo pravilo, manj je več. Mi pa danes vse stransko se ta olja uporabljajo tja in sem in to je podcenjevanje, a ne? Recimo eterična olja, če vzamemo eterično olje sivke in se nam zdaj prevrne tovornjak, cisterna z eteričnim oljem sivke v bližini vodnega zajetja, mi imamo ekološko katastrofo. To, ja, naravno, organsko, ampak to niso heci s temi stvarmi. Da je šla ta uporaba čez vsake meje, ki so tudi škodljive, vam lahko povem en primer iz moje prakse. Poklicala me je gospa, ki je povedala, da zelo skrbi za svoje zdravje in da ona vsako jutro spije pol kozarca tople vode z eteričnim oljem origana. In zakaj je njej slabo? Ja, sem rekla, gospa, dobro, da niste na urgenci pristala. Eterična olja so izredno dražilna. Eterično olje origana se uporablja v skrajnih primerih, ker je to močan antimikotik, ima močno razkuževalno delovanje in še to se uporablja razrečeno, če ga že uporabljamo. Ne? In takih internet nasvetov je zelo veliko. Je pa treba biti pazljiv. Pa verjetno tudi ni vsako eterično olje za vse, niti ni vsako za uživanje, niti ni vsako, ne, se pravi, je tudi tukaj že nijansa razlike od olja do olja. Seveda, ta ista gospa je potem tako imela argument, ne? In rekla, ne, jaz sem pa prebrala in slišala, da se eterično olje uživajo tudi peroralno. Ja, seveda, to dobite v Franciji recimo, kjer je aromaterapija del običajnega zdravljenja, če želiš, ne? Ampak to pomeni, da imamo farmacevte, biokemike, ki namešajo pravilno v kapsulo eterična olja, ki jo potem mi popijemo in se v pravem delu prebavil odpre in potem blagodejno deluje na naš organizem. Kako naj bi uporabljali Tina eterična olja? Se pravi, tvoj nasvet, na kakšen način? Zelo previdno. Treba je tudi povedati, da recimo sivka, ne? Mi jo imamo okoli 7 vrst zdaj, ne? To so, eno je lavanda angustifolia, to je ta osnovna, ki se uporablja pri glavobolih, skoraj povsod, se ne reče zastonj deklica za vse, ne? Potem so pa še drugi tako imenovani hibridi in druge različice, ne? Ti niso primerni za difuzor, so primerni kvečjemu za čiščenje, če kakšna čistila delamo ali pa kaj podobnega. Zelo je treba biti pazljiv. Enako recimo evkalipta, ne? Jaz absolutno svetujem samo evkalipt radiata, ker je globulus pregrob in nekaterim povzroča glavobol. Meni osebno ja, jaz samo, če ga povoham, dobim glavobol. Rožmarina, ne? Rožmarin je ena taka super za študente, lepo spodbuja mental in razmišljanje, ampak en kemotip, recimo kafra ali pa cineol, to je premočno, ne? Kaj pa mandarina, na njo opozarjate? Mandarina je pa super zadeva. Mandarina je edino eterično olje, ki ga jaz uporabljam v zvezi z otroki.
Zakaj? Zato, ker je, ne bom rekla, da je šibko, ampak je zelo blago olje, dobro deluje na prebavo, je tudi blag antiseptik in otroke bo to super pomirilo. Lahko si pripravimo tudi masažno olje, tudi za otroke, ne samo za odrasle. In to super deluje na otroke. Edino, kar je, to moramo opozoriti, ker citrusi so običajno fototoksični, mandarina ni fototoksična, je pa res, da zelo hitro oksidira in jo je treba hitro porabiti. Ampak kako konkretno uporabimo olje? Ne? Se pravi, da ga vdihujemo je ena zadeva, da si ga namažemo na kožo je druga, ampak spet razredčenega, da ga damo v paro, v difuzor. Se pravi, inhalacije, difuzor in pa apliciranje na kožo. To se običajno uporablja eterično olje. Ne vse za vse. Se pravi, potrebno je vprašati za nasvet, predno posežemo po vrsti, po ne? Zdaj, običajno v teh časih, ko je vse tako hitro in gremo pogledati najprej na splet, ljudje najprej pogledajo na splet. Splet je super stvar, ki pa je žal zelo pogosto zlorabljen za oglaševanje in pospeševanje prodaje. Zato je fajn imeti doma, jaz zmeraj svetujem en priročnik. Če govorimo konkretno o aromaterapiji, v Sloveniji imamo super priročnik, ni bil preveden, napisala ga je slovenska avtorica Nataša Špiranec, pod imenom Dišeči portreti. In ona super tako poljudno znanstveno razloži, kaj uporabiti, kdaj uporabiti, na kakšen način, skupaj za opozorili. No, dobro, tudi če imaš tino kodre ob sebi. Hvala. A so primerna tudi za kopel? Primerna, seveda, ampak je potrebno vedeti, da eterična olja niso topna v vodi. Se pravi, da jih moramo prej ali v maščobo dati, ali pa v primeru kopeli v kis. Nakapamo v kis in damo v kopel. In glede na težavo, ali morda nekjo imamo, izberemo von te aromaterapije? Ja, ta pravo rastlino. Ampak tako še enkrat poudarjam, je res treba biti previden in se je potrebno posvetovati. Včasih to vejo tudi farmacevtiki, ki prodajajo, da opozorijo, sploh če imamo kakšne alergije. Ne? To je zelo pomembno, da vemo. Zdaj sem izvedela, da je mandarina dobra za dobro počutje oziroma zadovoljstvo in razigranost, nasmejanost, tako da po novem na Radiu Robin v vsaki pisarni en izparilnik in aromaterapija mandarine. Zadišalo bo po božiču, po decembru, po domačnosti, če pa lahko še omenim, otročki majhni, ki imajo pogosto kolike. V mandljevo olje, kapljica eteričnega olja mandarine in namazati trebušček. Morda še kakšen recept za konec, ki ga bomo z veseljem uporabili v teh jesenskih oziroma nekoliko bolj turobnih dneh, ki prihajajo, kar se vremena tiče, zagotovo? Ja, pripravila sem en recept, eno mešanico eteričnih olj za krepitev imunskega sistema in hkrati s protimikrobnim delovanjem. Tako pripravite, da namešate skupaj 40% evkalipta radiata, se pravi, to je to najbolj blago, 30% čajevca, 20% nebo limone in 10% timijana kemotip timol. In to potem lahko 1 do 2 kapljici v inhalator, se pravi, da vdihujemo, par kapljic v difuzor, to so ti električni difuzori, da se razkužujejo prostori. Potem lahko za masažo razrečite v olju, se pravi spet mandelj, jojoba ali pa kaj podobnega, v razmerju 50 kapljic na 50 ml olja. In si potem mažemo prsni koš in zgornji del hrbta in pa v kopel, kar smo že prej omenili, da damo v kis 8 kapljic in lepo v kopel. To je predvsem primerno, ko se nas loteva prehlad, tisti prvi koraki. Če to prakticiramo, rezultat je? Ja, recimo, da bomo ostali zdravi celo zimo. Dobro, sicer pa lahko obiščemo tudi tebe v Sežani. Ne, da samo svetuješ in opozarjaš, da je treba sezonsko jesti, kaj je za koga primerno, ampak terapije kar nekaj, ki so v tvoji domeni, kaj ne, mogoče po čem najpogosteje posegate pri delu. Jaz sem obiskovala šolo za evolutivno naturopatijo v Novi Gorici, ki ima svoj program.
Poleg osnov splošne medicine, kot je anatomija, patologija, fiziologija, laboratorijska medicina, higiena, so tukaj še, če lahko tako rečem, strokovni predmeti za izvajanje terapij APM. To je akupunkturna masaža po penclu, se pravi obravnava meridianov in stimulacija akupunkturnih točk na površini kože. Potem je kraniosakralna terapija, visceralna mobilizacija, tudi kineziotaping, to se danes veliko uporablja sploh pri kakšnih športnih poškodbah ali pa drugih padcih in podobne zadeve. Pa še kakšno cvetno terapijo, gemoderivati. Kombinacija leteh, z nasveti je verjetno tista pot do zmage. Kaj ti je naturopatija dala? Popolnoma spremenila življenje. Jaz sem bila prva generacija te šole in to se ti življenje obrne na glavo. Je pa res, da moraš biti pripravljen te spremembe narediti. Se pravi, veliko sprememb si morala posledično narediti tudi pri sebi, pri načinu prehranjevanja, življenja. Predvsem pri odnosu do življenja. Sama veš, kakšen je novinarski svet, kako se danes manipulira v družbenem življenju. Medtem ko je v biologiji 1+1 zmeraj 1. In bolezen ima svoj naravni potek in narave ne moramo ogoljufati in zmanipulirati. Tina Kodre, hvala, ker si prišla v studio Radia Robin. Hvala, Martina. In upam, da še kdaj. Hvala lepa, mandarina pa velja. Prvi moj nakup, kar se aromaterapije in eteričnih olj tiče. Hvala tudi vam, drage poslušalke, poslušalci, za pozornost in lepo jesen še naprej želimo. Radio